Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si oglejte slovesno odprtje železniškega vozlišča in obnovljene železniške postaje na Pragerskem. Poslovni rezultati Komunale Slovenska Bistrica. 8. redna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. 20 let društva upokojencev Leskovec Stari Log. Hrestač ponovno v Bistriškem gradu. Judoisti Impola ekipni državni prvaki. Umrl legendarni paraolimpijec Franc Pinter Ančo. Na Pragerskem so danes slovesno odprli nadgrajeno železniško vozlišče in obnovljeno železniško postajo. Nadgrajena sta 2 perona z nadstrešnicami in zgrajen nov podhod z dvigali za varen dostop do peronov. Nadgrajeni so tiri in tirne naprave, vozna mreža ter signalno-varnostne naprave. Velika pridobitev za Pragersko je tudi nov cestni podvoz, s čimer se je povečala pretočnost prometa in izboljšala varnost v cestnem in železniškem prometu. Trak so slovesno prerezali dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, Karmen Praprotnik, vršilka dolžnosti direktorice Direkcije za infrastrukturo in magister Andrej Rajh, sekretar na Ministrstvo za infrastrukturo. Danes smo priča veselemu dogodku, otvoritvi prenovljene železniške postaje Pragersko. Investicija je res 113 milijonov evrov, zgrajeni so novi tiri, 18 km, obnovljena vožna mreža, obnovljeno postajno postopje za prebivalce Pragerskega, pa je seveda najpomembnejša pridobitev podvoz, ki omogoča nemoteno vožnjo iz levega na desni, torej iz vzhodnega na zahodni del naselja. Zavedati se moramo, da so prej prebivalci morali v času 15 ur kar 7 ur čakati na zapornicah in je to povzročalo številne težave. Na odprtju je zbrane nagovoril tudi minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek. Ja, železniška infrastruktura je seveda dragi projekt, to so dragi projekti, vendar ne smemo samo gledati na ozko železniško infrastrukturo, moramo v bistvu vzeti v obzir dejstvo, da veliko cestnih komunikacij je s pomočjo železniške infrastrukture urejene, v mislih imam podvoze, potem prehode čez železniško progo, priključne ceste, protihrupne ograje in še kaj bi lahko naštel, tako da ima ta infrastruktura tudi širši sinergijski učinek. Več o pomenu naložbe je povedal tudi slovenjebistriški župan dr. Ivan Žagar. S tem vozliščem, zdaj kar zadeva sam kraj, se je kraj končno povezal. Prej smo reševali problem s to obvoznico, zdaj je kraj dejansko povezan. To pomeni seveda bistveno skrajšanje časa, kar se tiče teh čakalnih ur, posledično povezano s tem pa seveda varnost v prometu in nenazadnje je to tudi nek prispevek v smislu ekologije, pa tudi zmanjšanega hrupa. Po drugi strani pa pomeni ta ureditev tudi prispevek k ureditvi kraja. Tako da v vsakem primeru je kraj zelo lepo pridobil. Seveda pa so se pomembne pridobitve najbolj razveselili krajani Pragerskega. Jaz mislim, da je to za našo krajevno skupnost in tudi za tranzitnik, ki gre po tej lokalni cesti Pragersko, Slovenska Bistrica in naprej za Ptuj, zgodovinski trenutek. Namreč z podvozom ali ukinitvijo nivojskega prehoda in z podvozom, ki je zgrajen izven nivojski prehod, se je kraj združil, to se pravi Pragersko gaj po 177 letih. In to morate vedeti, da to je res zgodovinski priložek in mi smo izredno zadovoljni. Seveda, zaključeno ni, ampak lahko rečemo, da je 99%, treba je tako rekoč samo še pospraviti za sabo, pa malenkosti postoriti. Vodstvo Komunale Slovenska Bistrica je v torek pripravilo novinarsko konferenco, na kateri so predstavili letošnje poslovanje podjetja, izvajanje zimske službe in načrte za prihodnje leto. Direktor Komunale Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek je pojasnil tudi razloge za spremembo cen izvajanja javnih gospodarskih služb, oskrbe z vodo in ravnanja z odpadki. Predvsem zaradi energetske krize, podražitve tako naftnih, kakor tudi energije, se je predelava znatno in odkup teh surovin zmanjšal in so cene odkupa znatno padle. Papir, polietileni, polipropileni, tudi železo, navsezadnje kovine so padle,
Kar je pa najbolj zastrašujoče, raste nam kurjenje oziroma pač termična izraba, spreminja se masni tok termične izrabe. Če smo še leta 2017, ko smo začeli, imeli nekje 45% termične izrabe, smo leta 2019 imeli 48%, danes imamo mi 58% strukturi inputa, to se pravi 58% zbranih odpadkov, mešanih komunalnih odpadkov, se danes namenja termični izrabi. To se pravi, indeksi in količine termične izrabe nam rastejo, količine, prav tako raste cena. Za naslednjo leto smo speljali tudi javna naročila, ta cena se dviguje za 8%, tona sežiga, ni skrivnost, je 137 € za tono, zdaj smo pa imeli pa 126,80 €. In seveda tudi stroški dela, uskladitev plač in vsi ti stroški dela smo nekako privedli do tega, da smo pač bili primorani pripraviti predračunska izhodišča za nove cene storitve javne gospodarske službe, kar pomeni, da ceno za eno tipizirano ceno za 4-člansko družino, ki ima 120-litrsko posodo mešanih komunalnih odpadkov, plus vse ostalo zraven, seveda kar sodi, v skladu z odloki, se ta posoda dviguje za €20 oziroma nekje 30 centov na osebo, tam, kjer je obračun poseba. To so pač tista izhodišča. Zdaj mi spreminjamo tudi ceno storitev bioloških odpadkov, to je cena še iz leta 2019, saj v letošnjem letu niso bili predlagani uskladitve, se pa spreminja tudi cena bioloških odpadkov in ta se spreminja nekje za 18 centov na osebo oziroma nekje pri 120-litrski posodi za 76 centov. Ali povedano drugače, naša cena storitve zbiranja biota, v skladu z odlokom najnižja posoda, je zdaj cena 4,1 €. To pomeni za 4,1 € mi v 9 mesecih na leto vsak teden odpeljemo in spraznemo bioposodo, to se pravi za 1 € na teden spraznemo to bioposodo. In ta cena se bo zdaj spremenila nekje na 4,60 €. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je pretekli torek sešel na 8. redni seji. V ospredju je bila razprava o proračunu občine za leto 2024. Svetniška skupina Gibanja Svobode je predlagala 8 amandmajev, prav vse so pa svetniki zavrnili. Po daljši in občasno tudi burni razpravi je občinski svet proračun za prihodnje leto sprejel z 18 glasovi za in 6 proti. Pred vami je proračun občine Slovenska Bistrica za drugo obravnavo. Torej še tudi pred koncem tekočega leta, tako da se bodo lahko aktivnosti, ki so vezane na izvajanje proračuna, torej v celoti pričele z samo veljavnostjo odloka o proračunu za leto 2024. Iz tega razloga bistveno nismo posegali v vsebino samega predloga proračuna v drugi obravnavi, glede na prvo obravnavo, predvsem z namenom časovnosti priprave, saj smo to že pri prvi obravnavi napovedali, da bo zaradi terminskih torej planov potreben rebalans v spomladanskih mesecih, kjer bomo lahko točno definirali tudi rezultat končni, torej tudi potencialni ostanek proračuna ob koncu letošnjega tekočega leta, ki ga bo sam rebalans lahko tudi vsebinsko razporedil po posameznih postavkah, ki bodo seveda najbolj nujno potrebne. Lahko pa se v tem času tudi zgodijo še kakšne nepredvidene aktivnosti, ki jih sedaj še ne poznamo. Zato sam proračun v drugem obravnavi ni bistveno spremenjen, bom pa kljub vsemu tiste spremembe, ki smo jih tukaj upoštevali, na kratko obrazložil. In sicer v tem času se je zgodila tudi sprememba financiranja občin, torej povečala se je primerna poraba in sicer na postavki 1.1, torej povprečnina iz 19 milijonov 77 tisoč na 19 milijonov 668 tisoč, torej cirka 600 tisoč evrov več in pa dodatna sredstva za plače javnim zavodom, to je postavka 1.6, to je nova postavka dobrih 200 tisoč evrov, kar pomeni cirka 800 tisoč evrov več sredstev v proračunu občine Slovenska Bistrica. Sicer so se na prihodkovni strani malo še korigirale parkirnine, torej povečale parkirnine. Nekaj se pa je znižalo na postavki 2.3.2.23.3 pri zdravstvenem domu, torej sofinanciranje soustanoviteljic, namreč občine so v večji meri bodo letos realizirale svoje nakazila v proračun občine Slovenska Bistrica, zato se to v naslednjem letu zmanjša, ker se to že ve.
Prihodki skupaj so tako narasli iz 29,2 milijona na cirka 30 milijonov v drugi obravnavi, kar pomeni 2,67% rast. Kar se odhodkov tiče, na področju organov občinske uprave praktično ni sprememb. Manjša sprememba je na postavki 2331 požarno varstvo, gre za sredstva za investicije tekočega leta, kjer se je prostovoljnemu gasilskemu društvu Zgornja Bistrica prenesla namensko sredstva v višini 50.000 evrov, ki jih letos ne bodo mogla pokoristiti za nabavo gasilskega avtomobila. Tudi ta znesek je znan, zato smo ga tudi že sedaj uvrstili v naslednje leto. Na področju družbene dejavnosti praktično tudi ni posebnih sprememb, razen na postavki investicije 3823, sakralni objekti, kulturni domovi, gre za dvig v višini 60.000, tudi na račun zagotavljanja zemljišč za potrebe razširitve pokopališč se strani torej lastnika zemljišča in posledično tudi potencialnih vlaganj v sakralne objekte. Na področju okolja in prostora ni bistvenih sprememb, razen na postavki 422 vzdrževanje gozdnih cest, kjer gre za prenos določenega dela sredstev, tako da je iz 38 na 75.000 evrov. Ta sredstva bodo realizirana v naslednjem letu, tudi to je sedaj že znano. Oddelek za gospodarstvo ni sprememb, prav tako na področju projektov praktično ni sprememb, tako da skupni odhodki med prvim in drugim obravnavi so se iz 27,7 milijona dvignili na dobrih 27,8 milijona evrov, kar pomeni cirka 150.000 evrov več. Razliko povečanih prihodkov smo torej korigirali iz naslova zadolžitve proračuna, ki je v prvem branju znašala 900.000 evrov, znižali smo jo na dobrih 224.000 evrov, tako da je v bistvu takšen predlog proračuna tudi uravnotežen. Skladno z poslovnikom proračuna občine Slovenska Bistrica je v času med prvo in drugo obravnavo bila izvedena tudi javna razprava od 11. septembra do 11. oktobra. Prejeli smo 5 pobud, ki jih bom nakratko obrazložil, in sicer s strani Uroša Martinška je bila predlog za povečanje sredstev na področju športa, za povečanje za preureditev skateparka, in sicer v leto 2024 za 10.000 in leto 2025 za 100.000 evrov. Tukaj lahko povem, da se v bistvu celovito preureditev obstoječe športne infrastrukture, ki je potrebna, pripravlja, in predvidena in tudi potrebna nadgradnja skateparka bo tudi zajeta v okviru teh projektov, ki se pripravljajo. Ni pa predlagatelj povedal, odkot bi ta sredstva seveda vzeli. Potem je prišla pobuda s strani Ljubice Zgonec Zorko, in sicer da se v načrtu razvojnih programov v letih 2024 do 2027 za rokodelski center namenijo sredstva torej povečajo na 20.000 evrov, torej na ta NRP. Vezano na to je tudi od iste pobudnice, da se na postavki 5152 rokodelski center dvignejo sredstva v višini 15.000 evrov in se vzamejo iz projekta 997, projekt Hub in 15.000 evrov. Tukaj moram povedati, da ta prerazporeditev niti ni možna, zaradi tega, ker za projekt Hub in so že podpisane pogodbe, določene vsebina, za projekt smo že pridobili določena sredstva in seveda vsebino moramo v celoti urediti, torej narediti, ne moramo tukaj krčiti sredstev. Prav tako pa je v bistvu v preteklih letih iz proračuna občine Slovenska Bistrica so bila tudi že kar znatna sredstva tudi dodeljena rokodelskemu centru, prav tako pa je v letošnjem letu tudi zagotovljenih določen del finančnih sredstev, trenutno v višini 15.000 evrov. Potem sta bila dve pobudi, ki sta vezani na počitniško varstvo v naslednjem šolskem letu, torej med počitnicami po zaključku tega šolskega leta. Ena pobuda je prišla s strani sveta staršev druge osnovne šole, da se ta sredstva povečajo za 20.000 evrov. Še ena pobuda vezana prav tako na počitniško varstvo pa je prišla s strani Klavdije Hozjan. To so v bistvu te pobude, ki so prišle v tem obdobju. Tudi za to počitniško varstvo moram povedati, da so na postavki zagotovljena določena sredstva in skladno z dogovorom z torej osnovnimi šolami bo v določeni meri tudi izvedeno in pa seveda tudi potem ustrezno sofinancirano to počitniško varstvo.
Svetniki so v nadaljevanju seje med drugim potrdili letni program športa in program ljubiteljske kulture v občini za leto 2024. Sprejeli so tudi investicijski projekt za širitev pokopališča v Slovenski Bistrici. Občinski svet je potrdil tudi višje cene programov vrtca, podal soglasje k novi ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu, uskladil neprofitne najemnine za leto 2024 ter potrdil višje cene izvajanja javnih gospodarskih služb na območju občine Slovenska Bistrica. Ob koncu seje so svetniki za novega člana odbora za gospodarstvo in proračun imenovali Stanislava Zajška in se strinjali z dodelitvijo sredstev območnemu združenju Rdečega križa Slovenska Bistrica za socialno ogrožene posameznike oziroma družine v predvideni višini 33 800 evrov. Društvo upokojencev Leskovec Stari Lok letos praznuje 20. obletnico delovanja. Jubilej so obeležili minuli torek s slovesno prireditvijo. Zbrane v polni dvorani KUD Sloga Leskovec je uvodoma nagovorila predsednica Društva upokojencev Leskovec Stari Lok Alenka Narobe. Danes je poseben dan, saj praznujemo 20. jubilej našega Društva upokojencev. 12. december ni samo dan v najlepšem mesecu leta, ampak je tudi dan, ko je bil sklican ustanovni zbor članov, ki zaznamuje nastanek našega društva. To je pomemben mejnik, ki nas navdihuje, da razmišljamo o vsem, kar smo dosegli in gledamo naprej v prihodnost z optimizmom. Naj bo naš jubilej opomin, kako daleč smo prišli in navdih za to, kam želimo iti v prihodnosti. Posebna zahvala velja vsem, ki ste skozi vsa ta leta svojo predanostjo, trudom in srčnostjo prispevali k uspehu našega društva. Prav vsak nosi v sebi bogato zgodbo, izkušnje in znanje, ki ga lahko delimo med seboj. Društvo nam omogoča, da ohranjamo stike s prijatelji, spoznavamo nove ljudi in se udeležujemo različnih dejavnosti, ki bogatijo naša življenja. Veselimo se še mnogih prijetnih trenutkov in dogodkov, ki nas čakajo v prihodnosti. Dovolite mi, da se ob tej priložnosti zahvalim tudi vsem našim prostovoljcem, ki svojim nesebičnim delom omogočate, da društvo deluje tako uspešno. Skupaj tvorimo trdno skupnost, kjer si medsebojno pomagamo, se učimo drug od drugega in se zabavamo. Skratka, naj bo današnji dan jubilej priložnost za ponovno oziranje nazaj na prehojeno pot, obenem pa tudi za navdih za prihodnost. Skupaj lahko še naprej gradimo naše društvo in delamo na tem, da bo vsak dan v naših upokojenskih letih poln smeha, prijateljstva in zadovoljstva. Prireditev so popestrili z bogatim kulturnim programom. V
V Bistriškem gradu so preteklo sredo v soju prazničnih luči ponovno uprizorili pravljično zgodbo Hrestač. Po predstavi so za otroke izvedli še ustvarjalno delavnico. To ni le vojak Hrestač, reče stric Drosselmajer. Z njegovimi zobmi lahko treš orehe, prave orehe, daj poskusi. Fricu se zdi Hrestač trapast. Klari pa so zelo všeč njegove velike in prijazne oči. Klara vzame Hrestača v naročje in mu res pusti, da zame tre orehe. Vedno poišče najmanjše, da njenemu malemu prijatelju ni treba odpreti ust tako preveč na široko. Tudi Fric hoče poskusiti, vendar ni tako previden kot sestrica. In med vojakove zobe porine največji in najtrši oreh, kar jih najde. Korak, zlovišče poči in vojakovi 3 prednji zobje se odlomijo. Zdaj je videti tako smešen. Glej, kaj si storil. Ima Klara kar solze v očeh. In za trenutek se zdi, kot da so tudi vojakove oči žalostne. Na finalu ekipnega državnega prvenstva v judu v Slovenski Bistrici je sodelovalo 6 ekip. Na koncu pa so se naslova in zmage veselili judoisti Impola. Judo klub Impol in Judo zveza Slovenije so ekipno državno prvenstvo Lige Telekom izpeljali v športni dvorani v Slovenski Bistrici. Na turnirju je sodelovalo 6 ekip: Bežigrad, Branik Maribor, Šiška, Ljutomer, Slovenj Gradec in domači Impol. Ekipe so se med sabo merile po ligaškem sistemu, kjer se je vsaka ekipa pomerila proti vsaki. Kljub dolgemu časovnemu tekmovalnemu delu pa so prišli do najbolj pravičnega zmagovalca in nosilca naslova ekipnega državnega prvaka za leto 2023. Judoisti Impola so sebi v prid obrnili vseh 5 obračunov in tako zasluženo ponesli naslov državnih prvakov. Po letu 2019 ekipni naslov prvakov ponovno domuje v mestu Aluminija. Sem res ponosen, ko take odločilne borbe zmagajo, ko vidiš, da so res se trudili celo leto in jim je bila ta liga res prioriteta po dolgih letih. Prejšnja leta je bilo vse ono, vse liga, bomo že nekak, ampak zdaj so se res pripravljali. Tu 2 fanta sta bila malo pred kratkim na Evropskem, tako da so res vsi delali za njiju 2 in se je to zdaj še zavleklo za kakšen mesec, tako da so res bili dobro pripravljeni in nimam kaj druga reči kot čestitke. Prav zadnji dvoboj med Impolom in judoisti Slovenj Gradca je odločal o prvem mestu. Lanski podprvaki judoisti Impola so dvoboj stopili že z vodstvom 1-0, kajti supertežkaš Vito Dragič ni imel nasprotnika. Njegovi kolegi iz ekipe pa so že v prvih 3 uvodnih bojih na tatamiju odločili dilemo o prvako. Reprezentant David Štarkel je v kategoriji do 60 kg povečal vodstvo na 2-0. Primož Jug je v kategoriji do 66 kg na polovici borbe proti Pavliču z Iponom povišal na 3-0. Z najbolj atraktivno tehniko meta Učimate pa je Anej Dukarič v kategoriji do 73 kg že prinesel naslov državnih prvakov. Res neverjetni občutki, ker smo že zdaj kar nekaj let čakali na ta naslov prvaka, zdaj par let zapored smo bili drugi, vedno se nam je nekaj izmuznilo, da nismo uspeli biti državni prvaki, tako da to narediti pred domačo publiko je res neverjetno, težko opisati te občutke, tako da smo res veseli. Mislim, da smo danes delovali kot ena super ekipa, pokazali smo, da smo res najboljši klub Sloveniji in da se nas lahko vsi bojijo, tako da to je to res super. Po slavju med varovanci trenerja Filipa Leščaka so na blazino stopili še Bergando 81 kg, Alen Vučina do 90 kg in Mario Gašparič, ki so tokrat morali priznati premoč tekmecem. Gašparič do 100 kg je že vodil za Vazari, nato pa konec borbe pričakal parterju končnega prijema Kavnika. V bistvu sem že vodil na Vazari,
so bile stvari v mojih rokah, pa sem pol na koncu storil eno napako. Mogoče nisem šel toliko z glavo v to borbo, ker sem vedel, da smo pravzaprav obračun že dobili, da smo že pred mojo borbo postali prvaki. Tako da sem recimo sprobal nekaj novega, žal se ni šlo, ampak verjamem, da se bo drugič drugače končalo. Pomembno nalogo je Mario opravil v dvoboju proti Braniku, ki so ga Impoljčani dobili s 5-2. Borba z Branikom je bila naš prvi mejnik pravzaprav. Vedeli smo, da bodo težke borbe, da se bo treba potruditi in v judo je zmeraj tak, enkrat en zmaga, enkrat en izgubi, včasih se stvari obrnejo. Lansko leto je Branik postal prvak, letom smo jim vrnili za lansko leto in sem ponosen na celo ekipo. Skozi celoten potek je pridno točke za končno zmagoslavje nabiral v najlažji kategoriji do 60 kg reprezentant David Štarkel. Vedno je lepo zmagati, sploh pred domačo publiko. Naši fantje so si to zaslužili, pridno trenirajo. Dvoboji moji, lahko rečem, so bili dokaj solidni, zmagal sem vse borbe. V bistvu 3 sem se mogel boriti, 2 sem imel brez nasprotnika. Fantje, mladi so čedalje boljši, prihajajo, že nisem več toliko mlad, tudi ne, 27 let, ampak zaenkrat, če gre. Impoljčani so na tatamiju poleg Slovenj Gradca 4-3 premagali že omenjeni Branik s 5-2 in z istim rezultatom še Šiško, Ljutomer in Bežigrad, ki je na koncu osvojil 3. mesto. Mlada, ambiciozna ekipa Impola je svojo predstavo in naslovom ekipnega prvaka pokazala, da je pred njimi lepa prihodnost. Zelo me veseli, da smo osvojili ta naslov. Sicer smo ga čakali, saj ni bilo tako slabo tudi prejšnja leta. Saj smo bili vedno v finalu in v igri za prvo mesto, ampak zmaga je nekaj posebnega in to me zelo veseli, ker je današnji dan potekal v takem vzdušju prave borbe in upam, da se bo tako nadaljevalo še mnogo let. Danes so svojo kvaliteto pokazali tudi vaši mladi fantje v ekipi, torej, ki so se nekako kar potrdili kot judoisti na tem ekipnem državnem prvenstvu. Se to ravno nas veseli, da imamo tako mlado ekipo, ki se lahko kosa z renomiranimi tekmovalci. Upam, da bojo ostali v klubu, ker včasih se zgodi to, da pač tudi perspektivni kdaj nehajo, pa grejo kam drugam, ampak na vzdušje in na kolektivnost, ki vlada v klubu, upam, da se bo to nadaljevalo. Na koncu tekmovanja pa se je sodniška organizacija zahvalila za dolgoletno delo med sodniki Bistričanu Francu Špesu, ki je na tem tekmovanju odsodil svoj zadnji dvoboj in to med Šiško in Branikom. Bistriški šport žaluje. V 70. letu je umrl legendarni paraolimpijec Franc Pinterančo, dobitnik 4 paraolimpijskih kolajn. V Atlanti 1996, Sydneyju 2000 in Atenah 2004 je bil srebrn, v Pekingu 2008 pa bronast. Športu invalidov je bil na vrhunski tekmovalni ravni zapisan več kot 40 let. Tekmoval je na 8 olimpijadah. Bil je tudi evropski in svetovni prvak ter zmagovalec svetovnega pokala v parastrelstvu. V društvu paraplegikov Podravja je vodil strelsko sekcijo in sodeloval v organih društva. Poleg tega je v strelskem društvu Impol nad športom navduševal mlade.